Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, lepo pozdravljeni tudi na današnji novinarski konferenci posvečeni obvladovanju epidemije COVID-19. Najprej iskreno opravičilo za današnjo zamudo, smo imeli žal kar nekaj tehničnih težav, a upam in verjamem, da bomo tudi to novinarsko konferenco izpeljali uspešno. Danes bomo novinarsko konferenco posvetili odločitvam, ki jih je včeraj sprejela Vlada Republike Slovenije in tudi informacijam vezanim na samotestiranje učencev in dijakov. Med nami zato najprej lepo pozdravljam današnje govorce, državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje magistra Franca Vindišarja, državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damirja Orehovca, gospoda Alojza Sladiča iz Uprave uniformirane policije GPU in pa inšpektorico gospode Ano Poco iz Zdravstvenega inšpektorata. Znakovni jezik bosta v govornega danes tolmačili gospa Tanja Đuljati Davinič in Janja Gostiša. Včeraj je na Brdu pri Kranju potekala redna seja vlade, na kateri so se člani vlade po predhodnem posvetovanju s člani strokovne skupine pri Ministrstvu za zdravje seznanili s trenutnimi epidemiološkimi razmerami. Na podlagi teh je bilo ugotovljeno, da pogoji za prehod v zeleno fazo načrta sproščanja ukrepov še niso izpolnjeni. Je pa vlada včeraj izdala odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Odlok bo začel veljati to soboto, 22. maja, in bo veljal do vključno nedelje, 30. maja. S tem odlokom se ukinjajo kontrolne točke na cestnih povezavah z Madžarsko, sprejeta pa je bila tudi zelo pomembna sprememba, ki med izjeme za vstop v državo brez karantene ali testa uvršča tiste, ki so COVID-19 že preboleli. Osebo, ki prihaja iz držav oziroma administrativnih enot držav na rdečem seznamu, se napoti v karanteno na domu, razen če bo ta oseba ob vstopu v Republiko Slovenijo predložila dokazilo, da je prebolela bolezen COVID-19 in dokazilo, da je bila v obdobju do največ 8 mesecev od pozitivnega rezultata PCR testa oziroma od začetka simptomov cepljena z enim odmerkom cepiv, ki so priznani v Republiki Sloveniji. Pri čemer velja poudariti, da se zaščita pri tistih, ki so COVID preboleli in so bili cepljeni z enim odmerkom cepiva, vzpostavi z dnem cepljenja. Nekoliko se z odlokom spreminja tudi rdeči seznam držav, so pa vse podrobnosti navedene v sporočilu za javnost. Hkrati naj omenim, da do 30. maja se podaljšuje tudi veljavnost ukrepov iz odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 in pa odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovalskih stavbah. K odločitvam vlade se bomo vrnili še v nadaljevanju novinarske konference, najprej pa si skupaj poglejmo včerajšnje epidemiološke podatke. Včeraj je bilo skupaj opravljenih 3852 PCR testov in pa 28.868 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj potrjenih 358 novih okužb. Prikazano v naslednji tabeli bo število včeraj potrjenih primerov, kot sem že omenila, je to število znašalo 358, delež pozitivnih PCR testov pa je včeraj padel po 10% in sicer, kot je razvidno iz tabele, je znašal 9,3%. 7-dnevno povprečno število okužb se je znižalo na 384, še naprej pa se znižuje tudi 14-dnevna incidenca, ki po danes objavljenih podatkih na ravni države znaša 384. Poglejmo si še nekoliko bolj podrobno podatke o 14- in 7-dnevni incidenci v naslednjem grafičnem prikazu. Kot običajno, prvi graf prikazuje 14-dnevno število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev Slovenije. Kot je razvidno iz grafa, Primorsko-Notranjska ostaja tista regija, ki ima najvišjo 14-dnevno incidenco, Pomurska, Obalno-Kraška in pa Koroška regija pa so tiste tri regije, ki imajo najnižjo 14-dnevno incidenco. Velja omeniti, da se razlike med regijami, kar se tiče 14-dnevne incidence, počasi zmanjšujejo, kar je zagotovo pozitiven podatek. Poglejmo si še naslednji graf, ki prikazuje podobno stanje, nanaša pa se na 7-dnevno število
potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev po statističnih regijah. Na ravni države 7-dnevna incidenca znaša 128. Tudi na tem grafu je razvidno, da je Primorsko-Notranjska tista regija, ki ima najvišjo 7-dnevno incidenco, na spodnjem delu grafa pa so, tako kot na prejšnjem grafu, Obalno-kraška, Pomurska in pa Koroška regija. V naših bolnišnicah se danes skupaj zdravi 363 COVID-19 pacientov, od tega 110 na oddelkih intenzivne terapije. Na novo je bilo včeraj v naše bolnišnice sprejetih 25 pacientov, iz bolnišnic pa je bilo skupaj odpuščenih 23 oseb. Življenje je žal izgubilo še 7 oseb. Če si podrobneje pogledamo numerični prikaz zasedenosti postelj v naših bolnišnicah v naslednji tabeli, ugotovimo, da je na navadnih oddelkih danes zasedenih 253 postelj, včeraj je bilo zasedenih postelj na navadnih oddelkih 258. Število zasedenih postelj na oddelkih intenzivne terapije je danes tolikšno, kot je bilo tudi včeraj, 110, in skupaj, če še enkrat ponovim, se zaradi COVID-19 v naših bolnišnicah zdravi 363 pacientov. Kar se tiče samega cepljenja proti COVID-19, je bilo do danes do 8 ure zjutraj z enim odmerkom cepljenih 586 942 oseb, z vsemi odmerki pa 306 256. Za konec tega dela novinarske konference mi dovolite, da z vami delim še ključne ugotovitve iz poročila sledenja različicam SARS-CoV-2, ki so ga tudi ta teden pripravili v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano. Od 1. januarja do vključno 17. maja so v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano v sodelovanju s Kliničnim inštitutom za specialno laboratorijsko diagnostiko na Pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana sekvencirali 8145 vzorcev in skupaj zaznali 55 različic virusa SARS-CoV-2. Spreminjanje deležev vseh različic virusa, ki krožijo po Sloveniji, po tednih je predstavljeno na grafu, ki je sedaj viden na vaših zaslonih. Ta graf prikazuje, da pri nas še vedno močno prevladuje angleška različica virusa B117 in sicer je ta prisotna v 97,6%. Če lahko prikažete naslednjo tabelo, ki prikazuje posamezne različice in njihovo skupno število, ugotovimo, da najbolj spremljene različice so tiste, ki so označene z rdečo. Južnoafriško različico, to je B1351, so do sedaj zaznali v 6 primerih. V zadnji seriji so potrdili tudi nov primer brazilske različice, to je različica P1, skupaj pa so doslej potrdili 3 primere brazilske različice. Omenjeni novi primer te različice je bil dokazan v jugovzhodni regiji po naročilu epidemiologa. Prav tako so potrdili en primer indijske različice, to je različica B1617-2 in sicer pri osebi s Koroške. Naj pa spomnim, da je Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo že prejšnji teden našel en primer indijske različice. Tako indijski kot brazilski primer sta povezana z bivanjem v tujini, epidemiologi pa so primera obravnavali in tudi sprejeli ustrezne ukrepe. Nigerijsko različico B1525 so do sedaj se zaznali pri 25 osebah iz 5 različnih regij, največ iz Gorenjske regije. Trenutno pa ne opažajo naraščanja pojavnosti te različice. Različico B11318 so do sedaj zaznali v 4 primerih, vsi pa so iz jugovzhodne regije. Če si pogledamo naslednjo sliko, ugotovimo, da je bilo v zadnjem obdobju sekvenciranja, to je v obdobju od 2. do 8. maja, skupaj pregledanih 296 vzorcev. Med 204 vzorci iz sheme vzorčenja 10% pozitivnih vzorcev so dokazali 4 različice virusa SARS-CoV-2. Prevladuje angleška različica, ta je prisotna v 97,6%, ki v 100% deležu ni prisotna le v Koroški, Obalno-kraški ter Gorenjski regiji. Različica B1-258-17 pa je prisotna le še v 1,5% deležu.
V shemi A so zaznali tudi po en primer različice B1.617.2, tako imenovane indijske različice, ter en primer različice B1.367. Če preidemo k naslednji sliki, ta prikazuje nekoliko bolj podrobnejše podatke vezane na najbolj razširjeno različico, to je na angleško varianto virusa. V zadnjem testiranem obdobju so jo potrdili v 284 primerih, v celotnem obdobju pa je bila ta zaznana v 3617 vzorcih. Pa še zadnja slika v tem delu novinarske konference, ki vsebuje podatke vezane na indijsko različico oziroma različico B1.617. Kot že rečeno, je bila ta v Sloveniji doslej potrjena v 2 primerih. Sicer pa to različico zastopajo 3 podlinije in graf, ki ga vidite, prikazuje število sekvenc teh 3 indijskih podtipov oziroma podlinij po državah. Največ je, kot je razvidno iz grafa, podtipa B1.617.2, ta je označen z oranžno, in tudi oba primera v Sloveniji sta tega podtipa. Morda za konec omenim še, da se število primerov indijske različice počasi povečuje tudi v Evropi. Velika Britanija je na primer 7. maja poročala o 509 primerih, sedaj pa jih imajo v državi že preko 3300. Več podrobnejših podatkov o sekvenciranju lahko najdete na spletni strani nacionalnega laboratorija www.nlzoh.si. Novinarsko konferenco sedaj nadaljujemo s prvo današnjo temo, to je z samotestiranjem. Kot napovedano sta z nami državna sekretarja pristojnih ministrstev in najprej k besedi vabim državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje, magistra Franca Vindišarja. Sledila bo potem predstavitev državnega sekretarja Orehovca, potem pa bosta oba skupaj na voljo tudi za morebitna novinarska vprašanja. Magister Vindišar, izvolite. Ja, hvala lepa. Spoštovani, kot vam je verjetno že znano, je Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke 14. maja Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje odobrila v uporabo teste za samotestiranja proizvajalca Joyce Bio. Izvedli smo več posvetov z epidemiologi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, z nacionalnim laboratorijem, z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, predstavniki ravnateljev osnovnih in srednjih šol ter tudi s predstavniki dijakov in študentov. Vsi smo se strinjali v skupnem cilju, da moramo storiti vse, da šolanje poteka v šoli. Vsak teden, ki ga otroci in dijaki preživijo v šoli, je dragocen, saj v šoli dobijo otroci še mnogo več od kakovostne učne snovi. Družijo se z vrstniki, živijo. Njihovi starši lahko hodijo v službo, zato vsak teden šteje. Ugodne epidemiološke razmere so nam v vmesnem času, ko smo čakali dovoljenje JAZMP, omogočile, da smo tudi na področju šolanja sprostili ukrepe glede fizične prisotnosti šolarjev. Da bo to še naprej možno, moramo vse svoje sile usmeriti v obvladovanje epidemije, ki bodo temeljile na 3 stebrih: cepljenje, samotestiranje in aplikacija Ostani zdrav. Skupaj z epidemiologi in svetovalno skupino za COVID-19 smo sprejeli odločitev, da se s samotestiranjem prične že v tem šolskem letu. Tako se bomo pripravili na morebitno poslabšanje razmer v jeseni, da sistema ne postavljamo takrat, ko nam voda teče v grlo. Po tesnem sodelovanju z ravnatelji in epidemiologi verjamem, da smo skupaj našli rešitev, ki je najbolj enostavna za šole in kar najmanj stresna za dijake ter starše. Samo testiranje bo potekalo v domačem okolju. Logistično je tako lažje, če je otrok pozitiven, ostane doma in ni stresa za starše ali skrbnike, da morajo po otroka v šolo. S tem bomo tudi opolnomočili učence, da tudi oni sami bodo lahko vplivali na potek epidemije. Glede na odločbo JAZMP
se bodo testi, ki so že na srednjih in osnovnih šolah, opremili z navodili. Ker imamo informacije, da so srednje šole to že storile, v primeru potrebe pri prepakiranju pa je na pomoč predvidena tudi civilna zaščita. Ustrezno označeni testi bodo v šolah razdeljeni dijakom in učencem, ki se bodo odločili za prostovoljno samotestiranje, dijakom predvidoma že jutri v petek 21. maja. Začetek samotestiranja dijakov na domu je predviden v ponedeljek, lahko tudi v nedeljo zvečer, tako da ko bodo ustrezno pripravljeni. V osnovnih šolah se datum še usklajuje, ker še čakamo podrobnosti glede postopkov prepakiranja. Nadejamo se, da bi pričeli v začetku junija. Sicer je predvideno samotestiranje izvajanja vsakih 7 dni, učencu in dijaku pripada 1 test tedensko oziroma 5 testov na mesec. Prostovoljno se samotestirajo dijaki oziroma učenci, ki niso preboleli COVID-19, tisti, ki so preboleli COVID-19 in je od okužbe minilo več kot 6 mesecev in tisti, ki niso bili cepljeni. Distribucijo testov na šolo zagotovi Uprava Republike Slovenije za zaščito. Učencem in dijakom pa teste izročijo na šolah. Pogoj za samotestiranje na SARS-CoV-2 doma je, da se dijak oziroma učenec počuti zdrav, da je brez znakov akutne okužbe dihala ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora dijak oziroma njegov starš ali zakoniti zastopnik poklicati v ambulanto izbranega osebnega zdravnika, pediatra ali koncesionarja in v primeru njegove odsotnosti kontaktirati dežurno službo, ki ga bo napotil v izolacijo in podal vsa nadaljnja navodila. Odpadke pri izvajanju prostovoljnega samotestiranja, kot so na primer uporabljeni robčki, testni materiali, ter odpadke očiščenja prostorov, kot so na primer krpe za enkratno uporabo, je potrebno odložiti v plastično vrečko za smeti in jo, ko bo polna, tesno zavezati. Vsebine vreč se ne tlači, odpadkov se po odlaganju v vrečo ne dotikamo več. Vrečko je potrebno namestiti v drugo plastično vrečko za smeti in jo tesno zavezati ter označiti. Postavi se jo ločeno od ostalih odpadkov, kjer ni dostopno otrokom, in se jo ločeno hrani vsaj 72 ur, preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke. Napolnjenih in označenih vreč z odpadki pri prostovoljnem samotestiranju naj se nikoli ne odpira. V primeru pozitivnega rezultata testa dijak ali starši oziroma zakoniti zastopniki obvestijo izbranega osebnega zdravnika, ki dijaka oziroma učenca naroči na PCR testiranje. Dijak oziroma učenec počaka na izvid PCR testiranja doma v samoizolaciji, ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni. V primeru pozitivnega PCR testa dijak oziroma učenec sam ali starši oziroma zakoniti zastopniki obvestijo šolo in dijakovega oziroma otrokovega izbranega osebnega zdravnika oziroma pediatra. Ravnatelj ravna v skladu z navodili NIJZ, opredeli tesne kontakte in visokorizično tesne kontakte in izvede predpisane ukrepe, potrebne za zajezitev širjenja okužbe s koronavirusom. V primeru negativnega PCR testa dijak oziroma učenec nadaljuje proces izobraževanja oziroma pouka. To je bil na kratko povzet protokol samotestiranja. Vse dijake in učence prosim, da k samotestiranju pristopijo odgovorno. Vsak od nas, tudi mlajše generacije, lahko vplivamo na potek epidemije, na to, kako bo naše življenje potekalo, kje se bomo učili. Samotestiranje je tudi dejanje medgeneracijske solidarnosti. Dokažimo skupaj, da zmoremo. Hvala.